Ko razmišljamo o prehranski varnosti, ne moremo drugače v naši deželi, kot da razmišljamo o travi. Ja, ta zelena naša travica je tista, ki nas lahko oskrbi v prehranskem smislu. Gre za to, da je govedo edino živo bitje na tem planetu, ki 100% izkorišča to travo, pa naj si bo na paši, naj si bo pokošeno, naj si bo silaža. Skratka, govedo lahko z svojimi želodci in predželodci to predela v meso ali mleko. In prav zaradi tega je izjemno pomembno, da mi Slovenci razmišljamo o živinoreji. Malo smo pozabili na to. Včasih praktično ni bilo kmetije, ki ne bi imela vsaj eno ali dve kravici, ki sta zagotavljali socialno varnost. Danes tega ni več. Včasih je bilo 9000 kmetij, danes mogoče 300 tistih, ki se intenzivno ukvarjajo s to živinorejsko dejavnostjo. No in ena od takih je v naši neposredni bližini, v Straškem koncu, v Podgori, in tja bomo odšli pogledati, kako, na kakšen način lahko zase poskrbimo v tistem pravem primarnem smislu, tudi v kmetijstvu. No in pri Straškovih so se lotili posla tako, kot se spodobi, v organizacijskem, potem v tehnološkem, pa tudi v socialnem smislu. No in poglejmo. Ja, če bi lahko kaj rekel, pri Straškovih govorimo o 1 milijonu litrov mleka in to je takšna številka, da me je praktično vrglo iz tira, takrat, ko sem razmišljal o tem. Pa vendar ne morem drugače, kot razmišljati o prehranski varnosti, in takrat, ko razmišljam o naši prehrani in ko se bojim, da bi bil lačen, ker rad jem, bi lahko rekel, da je izkoriščanje trave za prehrano izjemno pomembno. In govedo je tisto, ki s svojimi 4 želodci oziroma predželodci v zelo kislem okolju in mikroorganizmih predela celulozo v nam dostopno hrano. In to je tisto, ko se ozremo na pašnike. Niso samo rožice tiste, o katerih moramo razmišljati. Ne moremo razmišljati samo o tem pomenu tega zelenega traka pri nas, ampak o tem, da je praktično 60 do 70% naše slovenske dežele poraščeno s travo in da je predvsem koriščenje teh travnatih površin za to, da pridelamo za nas v nekem smislu mleko pa meso, tisto, čemur lahko rečemo pameten način gospodarjenja znotraj samega kmetijstva. Na nek način na hektar obremenimo lahko 2,6 glave velike živine in pri Straškovih so utirili pravi zeleni trak, ki pomeni košnjo, pa potem sušenje, pa siliranje oziroma baliranje in pridelujejo mleko in meso. In kmetija je izjemnih performansov in poslušajmo najprej, kako zgleda. Naša kmetija obsega lastne zemlje 40 hektarjev, od tega je 6 hektarjev gozda, ostalo so kmetijska zemljišča, njive pa travniki. Tlele v tem hlevu je 130 glav molznic, potem imamo poleg štale hlev s 130 plemenskimi telicami in nekaj telečev. Ja, pri Straškovih bi lahko rekel vzorna družinska kmetija. Vsa družina pomaga in cilj je pravzaprav pridelati čim več mleka. In predvsem je bilo zanimivo, ko je oče pripovedoval, kako je predal kmetijo nasledniku. In oče je bil danes še vedno vesel, da je tako postoril. Mama pa pove, da praktično brez složnosti ne bi bilo nič. In otroci so bili tisti, ki so mi predstavili kmetijo. In sin 5. razred osnovne šole ve o kmetiji vse in pomagal je. No ja, vse je to videti tudi iz posnetkov. In pa predvsem, kdaj se je začel ta vaš napredek oziroma razvoj, saj tudi prej je bila vaša kmetija daleč naokoli poznana kot vzorna kmetija. Ja, razvila se je najbolj se je razvila po srednji kmetijski šoli. To je leta 1999 smo začeli graditi hlev.
Potem smo pa postopoma povečevali hlev in živali, tako da to je to trenutno. Ja, kako lepo bi šele bilo, če bi lahko pasli v okolici svoje kmetije, pa vendarno pridelava, kot sem že rekel, je pravi zeleni trak. In no, povejte, kako, na kakšen način pridelujete krmo za svoje živali? Na zemljiščih največ predelujemo travne silaže, potem koruzo za silažo, od tega je 35 hektarjev koruzne silaže, 70 hektarjev kosimo, 3 in več kosni travniki, pa nekaj malega je pa žita. Še vedno okoljsko sprejemljiva obremenitev, vsaj tako se sliši, in pa predvsem zadostna količina zemlje na razpolago vam narekuje krmni obrok. Kako, na kakšen način pravzaprav ga sestavite? Krmni obrok je sestavljen iz 55% je koruzne silaže, 40% je travne silaže, to gre v miks, potem gre v miks še soja, koruzni šrot, repica, vitamini, vse. Ja, ker ste usmerjeni v mlečno proizvodnjo, je črno-belo govedo tisto, ki je pravo, in torej imate črno-belo plemensko čredo. Plemenska čreda je črno-bela, imamo samo slovenske bike iz Preske, drugače pa selekcijo imamo večina svojo, vso kupili smo že dolg let neč, raj, kjer prodamo kupimo. No in kakšna je mlečnost na takšni kmetiji? V standardni laktaciji je od 8500 do 9000 letno, to je povprečno na dan od 28 do 31, odvisno od laktacijskih dni pa letnega časa. No in še življenjska doba vaših živali, koliko laktacij preživijo? Življenjska doba je pa 2,7 laktacije. Imamo dosti plemenskih telic, tako da kera ni, mora iti čim prej ven iz štale. No, če bi kaj lahko rekel, sem videl vzorno sodelovanje pravzaprav 3-4 generacij, ki živijo na tej kmetiji, in vsi poprimejo za delo takrat, ko je to potrebno. Predvsem pa vse to delo postorijo z veseljem, ki ga je čutiti na vsakem koraku. Naj si bo v besedi, naj se bo v dejanjih. In lahko rečem, da je to nekaj, kar kmetijo zagotovo drži pokonci. No, pa vi povejte. Ja, pri nas delamo na kmetiji vsi, oče, mama, jaz, žena, pa 3 otroci že pomagajo. No, v zadnjem času je bilo nekaj problemov z mlekom, kako ga prodate, komu ga prodate? Mleko prodajamo že skozi v Ljubljanske mlekarne. Do lani smo bili v KZ Krki, zdaj smo pa direkt pogodbo imamo z Ljubljansko mlekarno. Ampak če bi takole rekel, organizacijsko in tehnološko, kmetija na vrhuncu, v socialnem smislu nekaj, kar je lepo videti, pa vendarno kljub temu niste nič potarnali, je vse lepo? Borimo se že skozi. Če nas Evropa ni, pa kvote nas suša, skozi nas neki tare zadnji. Ampak vidim, da je pri vas kljub temu vse obrnjeno v pravo smer, nakup zemljišč, prava strojna oprema, lepa čreda, složnost pri delu. Ja, je, sam ne sme si dosti tega dela, ker delamo vsi na kmetiji, bi moglo kaj več ostati. Smo skoraj po 16 ur trenutno. Lahko rečem, da sem se sam tudi česa naučil in predvsem, da bom spoštoval tudi velike stroje, ki jih velike kmetije zagotovo potrebujejo. Gre za to, da sem pri Stranškovih videl, kako so praktično v trenutku, dnevu spravili 5-6 hektarjev, 13 hektarjev in tako naprej mrve, da je to, lahko bi rekel, bila prava pesem in prava poezija. Da je praktično so po molži dopoldne ob 10 začeli kositi, potem popoldne so vse skupaj spravili skupaj in zvečer proti večeru zbalirali.
No in tudi bale so pospravili in odpeljali domov. In pri Straškovih se je videlo, da je veliko na razpolago krme. Nikoli je ne zmanjka. No in poprašal sem se neko mogoče, sem vam kdaj krivico delal, ko sem razmišljal o velikih traktorjih, da je to narobe. Kaj pa vi pravite? Ja, danes, če češ to nekaj na hitro, ko ta vreme tako nagaja, nekaj na hitro narediti, rabiš tudi zmogljive stroje, močne, težke, tako da 10 hektarjev na dan zbalirati ni problem danes. To je 150 bal narediti. Veste, še nekaj me zanima. Namreč v tem okolju ni ravno lahko priti do zemlje oziroma jo kupiti, jo dobiti v najem. Veliko vas je takih intenzivnih kmetov. Povejte vi, no? Ja, tle je kar dokaj koncentrirano kmetijstvo, tako da malo smo tudi sami krivi, da je zemlja draga, ko si en drugmu dražimo. Je pa tako, če pošteno plačaš, boš tudi pošteno zemljo dobil, ali v najem, ali da boš kupil. Ja, nekoč sem razmišljal o tem, da se bo podrl svet, ker ni več tistih 9000 krav, oziroma kmetij, o katerih sem govoril na začetku, pa vendar vidim, ker je kar nekaj takih kmetij podobnih Straškovim in Straškova je ena od največjih, bi pravzaprav lahko rekel, da bodo posamezniki rešili ta problem oskrbe z mlekom in predelave trave, kot se temu reče v prehranskem artikle, v mleko in pa v meso. Vendar vam bi lahko rekel samo to, ne. Takrat, ko se pogleda takšna kmetija, ko bi se naredil pošten obračun, ko se združi vse skupaj to, kar počnejo na tej kmetiji. Veste, nekoč so mi rekli, takrat, kadar srečaš takšnega kmeta, se moraš pred njim prikloniti. Ves dan je vprežen v delu. In zato so na koncu tudi rezultati. Mi pa bomo odšli pogledati še v naše neposredno zamejstvo k Hrvatom. Tudi tam je živinoreja nekaj, kar pravzaprav po vojni obuja kmetijstvo in da ljudem, da lahko živijo. In to ne kar tako. Poglejmo. Rakovica, Plitvice in kmetija Nevenke Turkalo. Ko sem prišel na kmetijo, me je predvsem zanimalo, kaj in kako in zakaj so se lotili predelave sira in lahko bi rekel, da se je vse skupaj začelo na tak način, da je že družinska tradicija tam bila in sirili so več kot 100 let na tej kmetiji. In pravi, da so že v začetku 20. stoletja predniki na tej kmetiji bili sirarji. Predvsem so predelovali planinke, so rekli tem mamam, iz ovčjega, kozjega, kravjega mleka, vse v sir in vse to zaradi prehrane. To mleko so predelovali v sir, ki so ga potem, takrat je bil še bolj mehak, pojedli mladega, ker enostavno ni bilo časa čakati, da bo dozorel. Če pa je bilo več mleka, so to mleko predelali v sir, ki so ga potem kasneje tudi zorili in starali. In seveda takrat, kadar je bilo delo težko, takrat se je namreč vse zauhlel kosilo na roke. In ko so izvajali ta težka dela, to košnjo, so bili kosi tisti, ki so prav zaradi te prehrane potrebovali tako močno hrano. In sir se je kuhal s polento in to je bilo zajuženo, to je bilo tisto, kar je bilo takrat najmočnejše. Torej, narezan sir se je dodal polenti. Pravijo pri njih, da imajo okoli 30 hektarjev pašnikov in resnično travna ruša, ki sem jo videl, je izjemne kvalitete. To bi bilo tisto, kar bi bilo v ekološkem smislu tisto pravo in kar daje predelanemu mleku v sir zagotovo vrhunsko kvaliteto. In pravijo tudi, da bi lahko pridelovali in obdelovali še več, ampak da je enostavno tega
razpoložljivega prostora malo in da se nekateri ne odločajo, da bi dajali svoja zemljišča v najem. Za izgradnjo sirarne so večino sredstev dobili od države, vendar so morali dodati veliko svojega denarja in prav strah jih je v nekem trenutku postalo, ali bodo zmogli vse skupaj. In danes, ko sem bil tam, bi lahko rekel, da je bilo vse lepo poskrbljeno, da je bil sir vrhunske kvalitete, da so kupci prihajali, predvsem pa, da so zaposlili tudi vse tiste, ki so njihovi sorodniki v tej vasi. Mleko pa pridelujejo sami z 32 kravami, ki jih pašajo na domačih pašnikih. Včasih so tega mleka veliko prodali tudi v osnovne šole in vrtce, ampak kar naenkrat je postal problem, ker mleko ni bilo homogenizirano, se ni moglo uporabiti v kavi in tako so na javnem naročanju izpadli. Pravijo pa, da se bodo kdaj že še vrnili in poiskali možnost za samo pridelavo mleka ali pa prodajo mleka šolam in vrtcem. Pravijo, da imajo naslednike in sin je zelo zagret za predelavo sira in pravi, da če tega ne bi bilo, sama ne bi videla kakšne velike bodočnosti zase. Pravi tudi, da je ženska na podeželju tista, ki drži 3 vogale in da je sama pustila službo in odšla iz mesta domov. In pravi, danes, ko pridem v mesto, pomislim čim prej domov. Ja, velika kmetija Ivana Kuzmiča v Ribniku v neposredni bližini naše meje v Metliki je kmetija, ki je lahko vzor, bi lahko rekli, v tem obmejnem pasu. In ko smo ga povprašali, kako, na kakšen način je vse skupaj zasnoval in začel, je rekel takole. Pa cilj nam je bil stvoriti nešto svoje. Cilj smo imeli, da naredimo nekaj svojega. Imeli smo samo 9 stojišč velik hlev in naš načrt je bil 60 stojišč. In pa seveda nov hlev za molzne krave. Odločili smo se napraviti novo lov štalo za 60 molznih krava. Kako je bilo pri vas nekoč in kako je danes? Pa nekad je bilo puno lakše raditi, bilo je manje stoke i to, ali sad je... Nekoč je bilo manj krav in tudi dela je bilo manj. Danes pa nam pomaga mehanizacija. Je pa vseeno dela več. Mehanizacija bolja, ali je više se radi i tako. Vi boste to pridelavo nadgradili, predelavo mleka v sirarni. Tako je, da. Trenutno imamo proizvodnju nekih 200.000 litara godišnje. Aha, tako je. Mi imamo letno cirka 200.000 litrov mleka. Imamo že registrirano sirarno in začeli bomo mleko predelovati v sir ter prodajo sira na domu. I krenut ćemo sa proizvodnjom sira i prodajo na domaćinstvo. Kdo pa je pri vas tisti, ki je zaslužen za odločitev, mleko bomo predelali v sir? Pa trenutno to radi mama još na stari način. Pri nas sir na stari način dela moja mama v mamini sirarni oziroma doma v kuhinji. V mini sirarni pa bo več dela za mojo ženo. Vaša vas je posebej etnološko zanimiva. Takšne prekrasne lesene hiške boste uporabili tudi za ponudbo sira, da boste tam lahko to vse skupaj na etnološki način prodali in ponudili v takšnem avtentičnem okolju. Da, tako je. Trenutno planiramo izgraditi, imamo objekte i opremiti ih i urediti za kušavanje sira. V naših starih objektih bomo uredili prostor za ponudbo sira. Radi bi sprejeli avtobus ljudi. Registrirali bomo izletno točko. Živite pa ob meji. Je ta meja zaprta? Vam to kaj pomeni? Je možno kaj posebej računati na samo mejo? Pa granica je, sad odkad smo u Evropskoj uniji... Ja, odkar smo v Evropski uniji, meja ni več problem. Carina
mejnih problemov ni več, to je zelo dobro za nas. Kako pa boste doma zmogli oziroma organizirali vse delo? Krave, sirarno, turizem? Pa raspored je taj da planiramo uskoro kad krenemo i sa mini siranom i zaposliti još ljude, a i djeca... Ja, ko bomo začeli izdelovati več sira, nameravamo tudi zaposliti koga, če bo potrebno. Tudi otroci rastejo in bodo doma delali. Kaj pa tehnologija, prosta reja živali, pašnik, moderna sirarna? U Avštali je puno manje je posla i lakše se radi, treba manje radne snage. V novem hlevu je delo lažje, je pa več živali in morali bomo koga zaposliti, predvsem kar zadeva sirarstvo. Ne moreš delati v hlevu in v sirarni. Boste zaposlili? Pa teško je u ovom trenutku to reći. Ja, našli bomo nekoga. Ljudi uspjeti nekoga naći koji budu zainteresirani za taj rad. Kako pa kaj kmetijstvo na Hrvaškem? Pa izuzetno teško, pogotovo u stočarstvu, trenutno vrlo velika su neplaćanja od strane mljekarskih. Izjemno težko, predvsem v živinoreji. Mlekarji ne plačujejo mleka, pa čeprav je cena kar dobra. Pa tudi podpora kmetijstvu ni redna. Ne ve se, kdaj bo, koliko in vedno so stalne spremembe, tako da ne moreš računati. Nesigurnost poticaja, ne zna se kad će biti, koliko će biti i dosta velikih promjena. Ob prometnici smo srečali kmetijo, ki jo rečejo OPG Milana Miščeviča, ki se ukvarja s predelavo mleka v sir. In povedal je takole. Proizvodnjom sira, samo ne ovako baš ko što se mi danas bavimo. Moji roditelji su još počeli prije 30 godina. S pridelavo sira, ne tako kot danes, so se moji starši ukvarjali pred več kot 30 leti. Ravno tako so prodajali mleko in pa in potem, ko so se začeli problemi z oddajanjem mleka v mlekarno, smo začeli še veliko več predelovati, predvsem pa je bila tisto vprašanje odkupna cena. Ker smo doma predelovali mleko v sir, smo začeli več tega predelovati tudi za prodajo. In 2004. leta smo se registrirali. Izdelovali smo sir in nato smo vse več izdelovali različne mlečne izdelke. Počasi smo se učili in ob turistično zanimivi cesti smo doma in odprli tudi trgovino sira in dejansko smo ga lahko prodajali. Povejte kaj več, kako je nastala vaša sirarna, pa urejena kmetija, pa trgovina, pa degustacijski prostor? Pa evo, sve ove godine se ulaže... Ja, več let urejamo staro kmetijo, urejamo strehe, fasade in s kreditom lansko leto smo uredili tudi našo trgovino. Ves čas vlagamo. Brez vlaganja ne moreš nikamor. Non stop, samo ulaganje, jer bez ulaganja ne možeš nešto postići. Zanimiv je tudi vaš pristop. V izdelavo sira ste vključili celotno družino, sestre, tete, otroci, žena. Baš pokušavamo da to bude obiteljski posao. Evo sada ćerka završava... Moja želja je, da je to družinska kmetija. Tudi izobraževanje svojih otrok smo usmerili v to, da bo ta domača sirarna imela naslednike in možnosti za razvoj. Ne vem, kako bo. Upam, da razvoj bo in da bodo jim možnosti imeli. Danes mi pomagajo vsi, sestra je celo zaposlena pri nas. Je pa tako, vsak ima svoje delo in tudi vsi vse vemo, tako da vsak poprime tam, kjer je treba. In katere izdelke izdelujete? Pa mi smo prije radili samo obični kuhani sir. Prej smo delali predvsem kuhan sir, ki smo ga prekajevali, in pa škripavec. Že dalj časa pa delamo predvsem kuhane sire z raznimi zelišči. Tržišče zahteva raznovrstnost, ne samo sire, pa tudi ostale izdelke. Ampak še vedno je pomemben in poznan sir škripavec, ki je naš tradicionalni sir.
Te tradicionalne kuhane sire pa tudi začinimo z mediteranskimi zelišči. Vlasac, peršin, češnjak, medvedji luk, masline, kadulja. Medvedji luk, masline, kadulju. Ste ob poti proti morju, vam tudi to pomaga prodajati? Pa ne znam sad na koji put. Ne vem, na katero cesto mislite. Tam prodajajo pridelovalci, pa tudi šverceri. Tisti, ki predelujemo sir, nimamo ravno časa sedeti ob cesti in prodajati. Pa tudi jaz ne bi kupil tistega sira, ki na nemogočih temperaturah in temperaturnih pogojih čaka kupca. Prav zato smo pri nas doma zgradili degustacijsko sobo, kjer na kulturen način ponudimo sir v skladu z dobro prakso in predvsem na zakonit način. Pa še sir kupite lahko v trgovini, kjer je shranjen na pravilen način. Naravno, sir koji je legalno proizveden. Ja, intenzivnost, ki to ni na eni strani in na drugi strani taka domača, prijazna kmečka posestva. Vprašanje je, kaj je tisto, kar bo preživelo. Verjetno je ekonomika in globalni čas tisti, ki bo iz tega naredil svojstveno pot. Sam pa bi lahko rekel samo to. Dokler bodo takšni ljudje, kot smo jih predstavili danes, se nam ni bati. Pa naj si gre za Slovenijo ali za sosednjo Hrvaško. Mi smo oboje povezali takrat, ko smo razmišljali o siru. Zagotovo lahko vse povežemo takrat, ko razmišljamo o turizmu. In to ima za osnovo izkoriščanje trave za prehrano. Ja, živinorejska panoga je tista, o kateri bomo morali tisti, ki se s kmetijstvom ukvarjamo, razmišljati. In gre za intenzivno delo. Pravijo, da te krava priveže. Danes, ko imamo na razpolago vse več strojev, danes, ko je tehnika napredovala, danes, ko se praktično ukvarjamo s to živinorejsko panogo, lahko tudi še na intenzivnejši način ali pa ekološki, samo na paši ali pa na paši poprek, imamo možnosti za naše, za zadoščanje naših prehranskih navad v vseh vidih in pogledih, ki jih ta panoga seveda v prehranskem smislu daje. In prav zaradi tega živinoreja. Ja, to je nekaj, pri čemer se moramo zamisliti.